Podcast, v katerem Peter Frankl, častnik Finance, iz izkušenih sogovornikov izvleče še več. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli v 16. epizodi podcasta Frankloskop. Moje ime je Peter Frankl, sem direktor in glavni urednik časnika Finance. Danes pa gostim Petra Polaniča, prvega človeka kmetijskega podjetja Panvita, največjega slovenskega pridelovalca hrane. Z gospodom Polaničem, spoštovane dame in gospodje, se poznava že vrsto let. In morda veste, da se s svojimi gosti v epizodi podcasta vedno vikam, to pot bo pa nekoliko drugače, kajti s Petrom, danes sva dva Petra, se tikava, poznava se vrsto let in bi bilo nekoliko nenaravno, če bi se vikala. Peter, dobrodošel. Hvala lepa za povabilo. Peter, ti si prvi človek kmetijskega podjetja Panvita. To je največje slovensko kmetijsko podjetje in kmetijstvo v Sloveniji je pomembna zadeva. Kako je biti prvi človek takega podjetja v Sloveniji? Velikokrat naporno, ampak v osnovi sem v tej kmetijski branži zdaj že, mislim, da 25 let, tako da sem navajen tudi na tiste malo manj neprijetne stvari, ampak v osnovi moram reči, da se v tej branži počutim zelo dobro. Panvita ima korenine v Prekmurju. Sam si Prekmurec. Ja, drži. Murska Sobota. Pred časom je bilo največje slovensko kmetijsko podjetje Panvita, pred približno 2 letoma, če se ne motim, prodano vsaj pretežen del hrvaškemu skladu Boskar, za katerim stoji hrvaško-slovenski poslovnež Stipe Orešković. Tedaj je ta prodaja zbudila veliko nekega sentimenta proslovenskega, ali bomo še zadnjo kmetijsko družbo, ali bomo spet se prodali Hrvatom. Ali je to že minilo? Ali je to še vedno prisotno? Pa jaz mislim, da tisti, bom rekel, prvi, če rečeva temu šok, ki se je takrat zgodil 1-2 leti nazaj, je po mojem mnenju mimo in zdaj po 2 letih lahko tudi čiste vesti in mirne duše povem, da se za ta odločitev absolutno izkazala za pravilno, ker v teh Panvita je že prej poslovala relativno stabilno, dobro, uspešno, vendar smo mi že ves čas vedeli, da pač nismo kapitalsko dovolj močni, da bi lahko to zgodbo razvili v neko malo večjo regionalno zgodbo. In s tem namenom smo pač tudi poiskali partnerja. Iskali smo partnerja, ki recimo na nek način, bi rekel, ima enake vrednote, kar se tiče samega poslovanja, kot pač naša družina, ker mi vedno smo na to gledali kot družinsko podjetje, čeprav seveda v svoji osnovi ni, ker je malo preveliko za to. In skratka, po 2 letih lahko povem, da smo se odločili pravilno. Če greva malo v zgodovino. Prvi človek Panvite in tudi celotne skupine je bil pokojni oče Stanko Polanič. Drži. Tudi z njim sem imel čast biti ne ravno prijatelj, ampak dober znanec. Veliko sva se drug od drugega naučila. In potem je oče umrl in vidva, brat Istok in ti, sta podjetje prodala. To je povzročilo še več hude krvi. To je res, se strinjam, vendar moram povedati, da je bil oče v bistvu vsi ti pogovori oziroma ta razmišljanje o tem, da moramo poiskati nekega strateškega partnerja, ki nam bo pač pomagal Panvito razviti v neko malo večjo regionalno zgodbo, so se v bistvu začela že z očetom. In je to bil, bom rekel, čist nesrečen slučaj, da je oče pač, preden se je vse to zgodilo, umrl. In tudi prepričan sem, da bi bil ali pa je zelo ponosen na to, kar smo s Panvito naredili. Če lahko greva še malo v zgodovino, kako je Panvita nastajala? To ni klasično družinsko podjetje, Panvita je imela korenine že v starem sistemu. Če greva od začetka. Panvita ima 100-letno zgodovino, v bistvu se je vse skupaj začelo, mislim, da leta 1922,
takrat z kmetijskim gospodarstvom Rakičan, ki se je potem seveda v tem prejšnjem sistemu razvijalo tako, kot se je razvijalo. Mi pa smo v Panvito oziroma takrat še kmetijsko gospodarstvo Rakičan stopili leta 2002, če se ne motim, s prevzemom in potem seveda to zgodbo razvijali naprej, dodali zraven mesno industrijo Radgona, ki se danes imenuje Panvita Mir, potem dodali tudi Agromerkur, ki je bil v stečaju, smo ga kupili iz stečaja, še dodali to zraven, tako da je pač skozi teh, se pravi, to je za 24 let, Panvita dobila takšno podobo, kot je danes. Kakšna je zdaj lastniška sestava celotne skupine Panvita? Lastniška sestava celotne skupine Panvita oziroma celo bom rekel lastniška sestava tega celotnega Future Food platforme, se pravi, ki jo gradimo skupaj z Boskarjem, je taka, da je družina Orešković oziroma skupina Boskar, ki jo pač Oreškovići obvladujejo, 51% lastnik, naša družina pa 49% skupaj z seveda ostalimi partnerjemi, ki pa še zraven k nam. Torej, kdo ima glavno besedo? Ali je to Stipe Orešković oziroma njegov sin, s katerim skupaj delata, ali je to Peter Polanič oziroma družina Polanič? V bistvu je upravljanje skupine, bom rekel, skupno. Noben nima glavne besede, vse odločitve, ki se sprejemajo s konsenzom. Ne nazadnje je to potrdila tudi Agencija za varstvo konkurence, ki je takrat, ko smo to seveda morali prijaviti, ko se je dogajal ta prevzem, izdala odločbo, s katero je ugotovila, da je obvladovanje Panvite skupno. Ali lahko poveste nekaj besed o pretežnem lastniku Panvite? To je gospod Orešković in potem njegov sklad Boskar, ki ima veliko vlagateljev. Pravzaprav so posredni lastniki Panvite, je mnogo vlagateljev. Kdo so ti? Drži, lastniška sestava Boskar je v bistvu taka, da 51% obvladuje, se pravi, gospod Stjepan pa njegova žena, ki je mimogrede Slovenka, tako kot si že na začetku lepo povedal. In to iz Trbovelj, ne? Iz Trbovelj, tako je. Ime je Manca. Ime je Manca, tako je, težko najdemo bolj slovensko ime od tega, ne? Tako da že potem vidimo, da odkot prihaja 49% lastniki Boskarja, so pa seveda razni institucionalni vlagatelji, od hrvaških pokojninskih skladov, zavarovalnic, tudi nekaj fizičnih oseb, se pravi hrvaških fizičnih oseb in tako naprej. Tako da, kar se tega tiče same lastniške strukture Boskarja, mislim, je prav tako recimo kot pri nas, da se vse odločitve na nek način sprejemajo v okviru družine Orešković. Kar se pa tiče samih Oreškovićev, pa moram povedati, da tudi po teh 2 letih, da so v bistvu zelo podobni v razmišljanju, v odnosu do, ne vem, življenja, posla, okolja nam. Tako da mislim, da tudi zaradi tega nam stvari potekajo relativno zelo dobro. Če bi danes opisali poslovanje Panvite kot celotne skupine in ga primerjali s poslovanjem pred 2 letoma, 3 leti, kakšni so prihodki danes, kakšni so bili prihodki prej, kakšen je bil dobiček prej, kakšen je dobiček danes? No, zdaj, če primerjam recimo poslovne rezultate za leto 2025 z poslovnimi rezultati, ki smo jih delali, ne vem, 22, 23, 24, lahko absolutno ugotovim, da so rezultati boljši. Zdaj, težko bi pa trdil, da je to samo posledica tega, ker da je v lastniško strukturo stopila skupina Boskar, ker so 22, 23, 24 bila predvsem za kmetijsko panogo vsled vseh teh globalnih dogodkov, ki se pač dogajajo v svetu, relativno zelo, bom rekel, zapletena stališče obvladovanja stroškovnih komponent. 25 se je vse to, bom rekel, na nek način malo umirilo in zaradi tega seveda so tudi finančni rezultati veliko boljši. Kar se pa tiče prihodkovne strani, pa je v bistvu prihodke v kmetijski branži, bom rekel, relativno nehvaležno primerjati, ker je zelo odvisno od tega, kakšne so tvoje vhodne komponente. Ne? Se pravi, če so tvoje vhodne komponente visoke, pač poskušaš povišati prihodke in se ti prihodki višajo, če so nižje, se ti spet prihodki nižajo. Tako da jaz pri tem, ko gledam rezultate recimo konkurenčnih podjetij, nekako vedno probam te prihodke malo odmisliti. Ko se je začela odvijati ta prodaja, je bilo veliko gorkih besed. Skratka, ali prodajamo slovensko zemljo. In to v času nekaj
skoraj desetletje kasneje, ko smo prodali Mercator, ki je bil poglavitni oskrbovalec Slovenije s hrano. Še danes je zelo pomemben. Oboje je šlo Hrvatom. Huda kri je bila. Huda kri je bila, po mojem mnenju. Takrat sem to povedal, pa dan še lahko enkrat povem popolnoma neupravičeno, ker slovenska zemlja bo ostala v Sloveniji, obdelujejo jo še naprej slovenski ljudje, slovenske roke, skratka vse, kar pridelamo znotraj skupine Panvita, gre v 89% na slovenski trg, tako da je bilo to res, bom rekel, bolj. Jaz mislim, da je šlo bolj za izkoriščanje situacije, predvsem stališča nekega kmečkega življa, ki seveda je hotel to izkoristiti, da bi pač to zemljo, ki jo ima Panvita že, ne vem, 40 ali pa 50 let ali pa še več v obdelavi, ne? In potem, ko je bila z osamosvojitvijo Slovenije ta zemlja bila prenešena, v bistvu odvzeta kmetijskemu gospodarstvu Rakičan, prenesena na sklad kmetijskih zemljišč in dana potem v najem, ne? Kmetijskemu gospodarstvu Rakičan, zdajšnji Panviti. Seveda so apetiti, ker je zemlja kot kmetijska zemlja v Sloveniji relativno zelo omejena, so seveda apetiti, bom rekel, kmetov potem, da to zemljo bi pač oni obdelovali, ne? In mislim, da je to bilo na nek način tudi eden od vzrokov, zakaj je bilo toliko hude krvi. S tem se je povezala tudi misel oziroma strategija, da mora biti Slovenija v čim večji meri prehransko neodvisna. In da potem, če je to nekaj v hrvaških rokah, da to lahko zamaje to strateško razmišljanje. Mislim, v osnovi se pač treba zavedati, da država sama kot taka ima zadosti mehanizmov, da v primeru kakih, bom rekel, resnih družbeno-političnih kriz, ki bi lahko pripeljale do tega, da bi hrana postala, bom rekel, ne vem, pač relativno omejena, da je ne bi mogli pripeljati iz katerih drugih držav, ima država zadosti mehanizmov, da v bistvu to prepreči, tako da meni se zdi ta bojazen čisti strtezvita. Če greva še k lastniku, skratka, gre vašemu partnerju sklad Boskar. To je za vse ljudi nekoliko enigmatično ime. Če prav razumem, izhaja ime Boskar iz boškarina, istrskega goveda. Tako je. Ki je sinonim za rast na borzi, ne? Tako, ja. Ne? In to je pravzaprav finančno podjetje. Ja, drži, so finančno podjetje, vendar njihova strategija ni tistega klasičnega private equity oziroma zasebnega sklada, ki pač ima neki omejen horizont vlaganja, ki je ponovadi 5 do 7 let, ampak so v bistvu oni dolgoročni investitor in ideja sama je že bila od začetka, da pač v tem, da razvijemo to, mi pravimo food vertikalo in da v bistvu ostanemo v njej kot dolgoročni lastniki. Tako da jaz ne verjamem, da bi se lahko dogajale podobne zgodbe, kot se pač dogaja mogoče pri katerih drugih finančnih naložbah, ko pač sklad po 5-7 letih mora izstopiti in potem lahko končni fazi za njim tudi ostane neko pogorišče. Ne. Jaz verjamem, da bo ta zgodba drugačna. Ni pa nikakršnega dogovora v ozadju, ko v neko podjetje stopi sklad oziroma lastnik in da je potem nekakšen dogovor med obema lastnikoma, da bo prevladujoč lastnik odkupil preostali delež po nekem sistemu. To se danes reče v lepi slovenščini earn-out schema. Ne, ni nobenega dogovora. Mi kot družina bomo ostali, že na začetku je bila izražena taka namera, da želimo ostati zraven v tej zgodbi, ker verjamemo, da je industrija povezana s hrano, industrija prihodnosti in nikakor si ne želimo, niti ne bomo izstopili iz te industrije. Vsa zgodba povezovanja s finančnim skladom oziroma Boskarjem je ta, da se dosežejo neke sinergije z drugimi podjetji, ki so last Boskarja. Torej govorimo o podjetju, trgovskem podjetju, pekarsko-trgovskem podjetju Mlinar, kioske vidimo po vsej državi in še v regiji, tudi v svetu. In z drugo novo naložbo Boskarja pred nedavnim je postal prevladujoč lastnik v podjetju Pik Vrbovec, ki ga Slovenci tudi dobro poznamo, kajti veliko
njegovih izdelkov je na policah slovenskih trgovin. Govorimo o suhem mesu, predvsem. Vi se ukvarjate s suhim mesom, vi se ukvarjate z pšenico, ukvarjate se s mesom tudi širše. Kje so tu glavne sinergije med temi podjetji in tudi pekarsko-trgovskim podjetjem? No, prvo, kar bi želel povedati, je to, da v bistvu vsa ta podjetja, ki si jih omenil, tako Mlinar kot Pik, enkrat, ko dobimo pač vsa potrebna dovoljenja, so v bistvu v naši skupni lasti. Tako da tisto podjetje, o katerem se prej govoril, da ga 51% obvladuje skupina Boskar oziroma posredno Oreškovič, 49% pa mi, je v bistvu tudi lastnik Mlinarja in bo v prihodnje, ko dobimo vsa potrebna dovoljenja, tudi lastnik Pika. Tako da že na ta način pač skrbimo za to, da ne bi prihajalo do, bom rekel, prelivanja kakršnikoli koristi k enemu ali drugemu lastniku. Drugače je pa osnovna filozofija tega, da pač dodajamo te, jaz jim pravim, kockice v to našo zgodbo, v tem, da v bistvu ne gre toliko samo za izkoriščanje sinergij na nekem nabavnem, prodajnem ali kakršnemkoli drugem pač tem poslovnem področju, ampak predvsem za nek prenos znanja, z tega, da poberemo dobre prakse z enega podjetja, ga prenesemo v drugo in na ta način v bistvu krepimo celotno verigo. Zdaj recimo konkretno pri Mlinarju je zgodba taka, da je v bistvu seveda Panvita začela prodajati izdelke, ki jih Mlinar potrebuje, se pravi z mesne branže, da imamo en del skupne nabave, da smo začeli prenašati recimo z marketinga, ker je Mlinar, vsaj po mojem skromnem mnenju, relativno zelo dober, smo začeli prenašati njihove prakse v Panvito in tako naprej. Ali prav razumem, ali je ta povezovanje z Boskarjem, med Panvito in Boskarjem, pripomoglo k temu, da je pravzaprav družina Polanič, slovenska družina Polanič, posredni lastnik, solastnik Pik Vrbovca, ki je za marsikoga strah in trepet na slovenskih policah. Pravilno si razumel, ja. Družina Polanič bo, ko dobimo dovoljenja, vsa posredni lastnik Pik Vrbovca in je že danes tudi posredni lastnik Mlinarja. Mlinar je razmeroma staro hrvaško podjetje oziroma novo. Začelo je delovati če se ne motim, o prelomu tisočletja oziroma še nekoliko prej. Mlinar je v bistvu že tudi staro podjetje, ima že tudi, mislim, da če se ne motim, 80 let tradicije, samo pač prej se je drugače imenovalo, potem pa enkrat, ko je to prejšnji lastnik, kako se že piše? Mate Škojo. Tako je, Mate Škojo, hvala lepa. Prosim. Je to pač preimenoval in razvil do te mere, pač kot takrat, ko smo ga mi kupili, ampak ja, je pa ima že tudi staro podjetje. Torej, tukaj vsekakor med Panvito, Mlinarjem in Pikom obstajajo sinergije. Sinergije ne pomenijo nič, če se jih ne da prevesti v denar. Drži. In kako vi te sinergije prevajate v denar, ste na začetku tega procesa, kakšni so vaši načrti, kakšno je vaše videnje prihodnosti? Ja, mi bomo seveda absolutno bomo imeli, zdaj, če govorim, moram tako povedati, med Panvito pa Mlinarjem je sigurno manj sinergij kot med Panvito in Pikom. Ne? To je že zaradi tega, ker se pač Mlinar ukvarja, bom rekel, z neko čist drugo dejavnostjo znotraj prehranske industrije kot Panvita. Pik je pa seveda po sami filozofiji proizvodnja relativno podoben Panviti, s tem, da pa moram tu poudariti to, da se pa kar se tiče prodajnih programov ali pa proizvodno-prodajnih programov, se Panvitina mesna industrija in Pikova mesna industrija ne prekrivata v toliki meri, kot bi človek mogoče na prvo žogo imel občutek. Je pa Pik Vrbovec, če pogledamo mesno industrijo, nekoliko večji od Panvite. Ja, absolutno. Mesna industrija Pik Vrbovec je v primerjavi z našo mesno industrijo 2,5-krat večja. Tako si človek predstavlja, ne? Ti imaš mlinar, ki ima trgovine in v teh trgovinah prodaja kruh, različne izdelke iz kruha, v katerem je meso. Torej, logično je, da imaš ti neko nabavo in potem pa to lažje prodajaš, če sta lastnika, če so partnerji tudi lastniško povezani. Absolutno. A je to lažje? Res. Potem pride včasih do čudnih reči. Ravno zato, ker smo povezani, so tu neke transferne cene. Ravno zato, ker je povezan
moram dati malo cenejše, ker je moj partner. Mi imamo znotraj skupine precej jasno, bom rekel, filozofijo, kar se tega tiče. Vse se posluje na bazi arm's lengtha, se pravi tržnih cen. Če lahko mlinar kupi nekaj na trgu, ne vem, za 100, je pač Panvita prva med enakimi, ki mu lahko to blago za 100 ponudi. Ampak tukaj je pa tudi kakovost pomembna, ne? Ker ti imaš recimo, si najcenejši oziroma konkuriraš tekmecem izven skupine, ampak si pa pol misliš, to so naši, lahko malo tukaj slabše kakovost dobavljam. Ja, mislim, načeloma seveda bi lahko imel prav, vendar se mi v naši skupini res držimo, ne glede na to, ali je zunanji kupec ali notranji kupec, da zagotavljamo tiste najvišje kvalitetne standarde pri proizvodnji svojih izdelkov. Ali se je Panviti vsled povezovanja kaj povečal trg? Namreč, v Sloveniji ste prevladujoči ste zelo pomembni na mnogih področjih, ali so se vam povečale možnosti za prodor tudi na sosednje trge? Recimo, to je ena od stvari, pri kateri sem bil osebno tudi sam, bom rekel, zelo presenečen. Namreč mi se relativno dolga leta že trudimo, da bi malo bolj prodrli na hrvaški trg. Smo nekaj naredili, ne morem reči, da nismo, ampak v osnovi je to bilo vse take drobtinice, ne. Od tistega časa, odkar smo sklenili to partnerstvo oziroma to lastniško zgodbo skupaj z skupino Boskar, je prodaja na hrvaškem trgu neprimerno lažja. In mi smo že skoraj za enkrat povečali prihodke na hrvaškem trgu napram, recimo, če gledava 2 leti nazaj, in v bistvu niti še nismo v vseh trgovskih sistemih tam listani, tako da jaz verjamem, da se bodo prihodki Panvite na hrvaškem trgu povečali tam 4 do 5 krat v naslednjih 3 letih. Če pogledaš bilanco izvoza hrane, hrvaške hrane v Slovenijo in slovenske hrane na Hrvaško, si pač človek misli, veliko je prodora, več prodora hrvaških izdelkov na slovenske police kot nasprotno. S to zgodbo se ta ravnotežje oziroma se ta razmere nekoliko načnejo. Ja, seveda, bo več slovenskih izdelkov na hrvaških trgovskih policah, ker drugače imaš prav, absolutno prihaja več hrvaških izdelkov v Slovenijo kot obratno. Povej mi še tole, kakšna je vloga Petra Polaniča, prekmurskega človeka in sina, v sistemu, v katerem so pač Panvita, PIK in Mlinar? Jaz bom v bistvu z dnem, ko bomo dobili vsa potrebna dovoljenja tudi za PIK in sformirali to skupino, v bistvu postal predsednik te skupine. To je velik karierni napredek. Ja, recimo, ja. Velik karierni napredek, sigurno. Mislim, treba se zavedati, da bo v bistvu ta združena skupina imela nekje okoli 750 milijonov prihodkov, da bo zaposlovala čez 5000 ljudi, tako da je to sigurno, bom rekel, en korak naprej. Če se nekoliko pošalim, to pomeni, da Slovenec postaja eden prvih ljudi hrvaške prehranske industrije. Recimo tudi tako bi se lahko pošalil, ja. Ne, ampak dejansko je tako, ja. Dejansko je to tako. Tako je. V zadnjih 2 letih je Panvita razmeroma veliko vlagala. Ali lahko opišeš nekatere te naložbe, recimo rastlinjake in tako naprej? V bistvu največja naložba v zadnjih 2 letih je bil steklenik solate, kjer na 2 hektarjih pač pridelujemo solato na hidroponiki. S tem v bistvu na mesec proizvedemo tam nekje 350 000 glav solate. In recimo še ena stvar, ki me je osebno presenetila, je to, da nekje 30 do 35% te solate v bistvu prodajamo na hrvaškim trgovcem. Potrebno se je zavedati, da Hrvaška je, kar se tiče potreb po prehranskih artiklih, relativno nenavadna, ne? Ker njim se od tam junij, julij, avgust, pa še deloma september, se prebivalstvo tam poveča skokovito zaradi vseh teh turistov in so potrebe po prehranskih artiklih res enormne. To si v bistvu človek težko predstavlja, saj jaz si nisem, no? Kako povpraševanje po teh
artiklih skoči. Tako da verjetno tudi to je eden od razlogov, da se bo ta bilanca med Slovenijo in Hrvaško, kar se tiče uvoza hrane v prihodnosti spremenila, ker bomo pač imeli večji dostop do polic. Je pa zanimivo to, ne, da si človek misli, ta solata je pridelana na slovenski zemlji in pomemben trg, verjetno najpomembnejši je pač Slovenija. In niso vsi srečni zato, ker je Panvita toliko vložila, zato, ker je to zdaj resen tekmec na trgu. To je new kid on the block na področju solate, še veliko večji. To in je so res. nekateri nesrečni za to. To je res, samo... In to slovenski pridelovalci. Verjamem, samo to v bistvu, v čem je problem? Problem je v tem, da v bistvu ti predelovalci solate v Sloveniji v bistvu ne zmorejo zagotavljati proizvodnjo solate čez celo leto, ker je pač ne proizvaja na način, kot jo proizvajamo mi. Ker proizvodnjo solate v steklenikih, jaz ne poznam nobenega drugega, ki bi se s takim načinom ukvarjal kot se mi. In je v bistvu naša prednost to, da lahko to solato zagotavljamo čez pač celo leto, ne, kontinuirano. V zimi sicer seveda nekoliko manj zaradi tega, ker so drugačni klimatski pogoji kot poleti, ampak v osnovi čez celo leto. Eden od redkih, ki je to dejavnost že dobro začel v Sloveniji, je tako rekoč legendarni Lušt, ki pa se ukvarja predvsem s paradižniki. Tako je. Kakšno je sodelovanje tukaj? Je nek poslovni model podoben ali sodelujete kaj z Luštom? V bistvu sta to dve, bom rekel, različne dejavnosti. Oni pridelujejo paradižnik, mi pridelujemo solato, tako da zdaj težko rečem, da imamo neko, bom rekel, tesno sodelovanje. Sodelujemo pa seveda pri stvareh, ki so pomembne tako nam kot njim, recimo konkretno o tem, kako bo država v prihodnjih letih spodbujala tako proizvodnjo, kot se jo gremo mi in oni. Kako gledate vi danes na slovensko trgovino? Namreč vi ste seveda kot dobavitelj izjemno dober poznavalec trgovine. In ta slovenska trgovina v zadnjem času doživlja neke kar korenite spremembe. Tukaj imamo Hofer in Lidl, kar je mene izjemno presenetilo, da sem gledal poslovni rezultat Hoferja, je negativen. Verjetno gre tukaj za kakšna finančna prevrednotenja, ne vem. Spar ima vse večji delež. Mercator se morda lahko rečemo, da se trudi, vendar objektivno nazaduje na mnogih področjih. Skratka, zdi se mi, da je slovenska trgovina, in vi ste pomemben partner slovenski trgovini, govorimo o supermarketih, prehrani, kaj se tam pravzaprav dogaja? Jaz mislim, da se z trgovino nasplošno v regiji kar nekaj stvari dogaja, predvsem seveda na eni strani relativno velika konsolidacija. Tudi to je eden od, bom rekel, prednosti tega našega povezovanja z Boskarjem, saj pa večina trgovcev tako na Hrvaškem kot v Sloveniji je v bistvu enaka. Ne? Edino, kar v Sloveniji je Hofer, tam ga ni. Ampak drugače pa seveda tudi v trgovini se dogajajo spremembe. Jaz sicer mislim, da je trgovina še vedno tako v Sloveniji kot na Hrvaškem dober partner živilski industriji. Ima pa seveda tako kot vse industrije pač svoje težave, ki jih pa rešuje. To pravzaprav mogoče ni fair, da vprašam tebe, pa vendar. Zakaj ti misliš, da vse več Slovencev, pa tudi Hrvatov, se poda na nakupe v Italijo? Še posebej v krajih, ki so bližnji. Si predstavljam, da zaradi tega, ker so tam pač določeni artikli cenejši kot v Logično, kot v Sloveniji. Ampak zakaj so tam cenejši? Na to vprašanje, Peter, ti pa jaz težko odgovorim. Kaj pa misliš? Mislim, lahko povem to, da nabavne cene, ker tudi mi smo eden od proizvajalcev, ki prodaja v Italijo, da naše prodajne cene v Italijo niso nič nižje od prodajnih cen, ki jih imamo na trgu. Kolikšni meri so prihodki tega skupnega podjetja ali Panvita, ali ni pomembno, recimo bodočega skupnega podjetja, odvisni od držav, od subvencij? Mislim, pri Mlinarju in Piku pravzaprav zelo malo. Največ subvencij v skupini dobi seveda Panvita, in sicer zaradi tega, ker pač obdeluje teh 3600 hektarjev njivskih površin in pa nekaj tistih subvencij, ki jih pač dobi preko razpisov za investicije. Ampak to govoriva recimo od 750 milijonov jih pride iz takih ali drugačnih virov subvencij mogoče 10. Torej, kaj pa si ti želiš
kako vidiš ti kmetijsko politiko evropsko v prihodnje in seveda tudi članic Evropske unije? Kakšna bo tukaj teža? Kakšno vidiš ti proizvodnjo hrane bodočnosti? Jaz mislim, da bo precej lokalno orientirana, kar je tisti globalizem, ki se je dogajal pri drugih panogah, pa se mi zdi, da se zdaj tudi vseeno malo nekako nazaj vleče in se je poskušal prenesti tudi na proizvodnjo hrane. Jaz mislim, da ga ne bo, da bo potrošnik vedno bolj iskal lokalno predelano hrano. Želel pa bi si to, da bi imela konkretno država Slovenija, ki ni, ker v bistvu Evropska unija da neke splošne smernice, ki se jih morajo države držati, ne? Potem pa seveda vsaka država naredi svojo kmetijsko politiko. Si predvsem želim od države Slovenije, da bi imela malo več posluha za kmetijska podjetja, ki so v bistvu edini resen proizvajalec, skupaj seveda z nekaterimi večjimi kmeti, in edino kmetijska podjetja v povezavi s temi večjimi kmeti lahko zagotovijo neko, bom rekel, prehransko suverenost. S tem, da jaz mislim, kar se tiče te prehranske suverenosti, da to ni nekaj, kar človek mora pač z glavo skozi zid zagotoviti, ampak je to predvsem sposobnost države, da v nekih kritičnih trenutkih zagotovi to, da pač njeni prebivalci lahko pridejo do hrane. Ne? To pa sva že ugotovila, da ima razne mehanizme za to. Ko ti gledaš to prehransko suverenost, ko vse skupaj daš na poskušaš dati na isti imenovalec, ne? Pravzaprav ugotoviš, da je cena tukaj zelo pomembna. Govorimo o romantiki, o suverenosti, na koncu, rekel si sam, da ljudje vse bolj iščejo lokalno hrano. Dragi moj, cena, in to ti odlično veš, je še kako pomembna, še posebej v Sloveniji. Ko imaš ti krompir, pa je ta slovenski ali pa iz Egipta, morda sploh ne veš, pol cenejši. Še kaj bi lahko omenjala? To se strinjam, samo veš, to pa moramo vedno potem dati tudi v nek parameter kakovosti. Jaz sem trdno prepričan, da če se že omenja krompir iz Egipta, ne more biti enake kakovosti kot krompir iz Slovenije. Že zaradi tega, ker imajo tam popolnoma drugačne standarde, kot jih imamo, kar se tiče nadzora, škropivi in tako naprej, da ne naštevam. Ampak morajo spomniti nekatere kriterije za Evropsko unijo? Ja in ne. Načeloma da, samo prepričan sem, da so bistveno manj rigorozni, kot so pri nas. Ne. Tako da se pa strinjam s tem, da je cena seveda, bom rekel, zelo pomemben faktor. Po drugi strani pa tega, da je cena zelo pomemben faktor, pravzaprav tudi ne razumem. Ker če ti pogledaš, bom rekel, budžet povprečne slovenske družine, ga za hrano gre tam po nekaterih ocenah med 15 in 20%. Se pravi, tudi če kupuješ 10% dražjo hrano ali pa 20% dražjo hrano, se ti to na družinskem proračunu ne bo tako bistveno poznalo. Ampak Slovenci imamo radi prihranek. Kaj imamo radi? Prihranek. Ja, to mogoče res, ja. Še to, in to je zadnje vprašanje. Zdaj veliko krožiš med Mursko Soboto, Ljubljano, verjetno tudi kdaj skočiš v Zagreb. Bistveno več Zagreb kot Ljubljano. Bistveno več, čeprav, ja. Bistveno več Zagreb kot Ljubljano. Kje bo sedež skupnega podjetja, katerega direktor boš s 750 milijoni evrov prihodkov? Bo to v Zagrebu ali v Murski Soboti? Ne, sedež bo prav gotovo v Zagrebu. Sedež skupnega podjetja bo v Zagrebu, s tem, da pač seveda sedeži posameznih članic te skupine bodo pa pač ostali tam, kjer so bili. Kje boš ti fizično delal? A v Murski Soboti? Jaz bom fizično delal v Murski Soboti, občasno se bom pač, tako kot se zdaj, odpeljal do Zagreba oziroma po potrebi tudi do Ljubljane. In to je bilo pravzaprav predzadnje vprašanje, še zadnje. No, prav. Z nekim gospodom, s katerim se tudi razmeroma dobro poznam, sem se pogovarjal in pravi, da je zelo malo slovenskih direktorjev prehranskih oziroma kmetijskih podjetij, ki govorijo slovensko. Okay. Išče se novi direktor zbornice oziroma novi prvi človek zbornice. Pa bi nekako ljudje radi videli, da bi bil ta sposoben govoriti slovensko. Komentar Petra Polaniča.
Ti bom povedal s primerom. Okay, ja. Mi, ko smo iskali novega predsednika uprave Panvite, ko nas je zapustil gospod Balažič, smo si srčno želeli, da bi bil ta novi predsednik uprave Slovenec. Iskali smo ga preko headhunterske agencije, ne? In na koncu so bili, mislim, da smo jih imeli 5 kandidatov, Slovencev, od katerih so 3, takrat, ko so slišali, da se je pač treba normalno pripeljati iz Ljubljane v Mursko Soboto oziroma Rakičan, kjer je sedež podjetja, gladko rekli ne, zaradi tega, ker jih pač njim je to odveč. In smo zaradi tega pač poiskali Hrvata iz Zagreba, ki se vsak dan, 5 dni na teden, izjemoma včasih 4-krat, če ima kakšne pač druge opravke, pripelje iz Zagreba v Rakičana. Verjamem, da sem ti odgovoril na vprašanje. Si mi odgovoril na vprašanje, ja. Nič, Peter, najlepša ti hvala, jaz ti želim veliko uspeha pri vodenju 750 milijonskega podjetja, to ni malo in naj traja čim dlje časa, da bomo vsi bogati, predvsem pa tudi ti. Hvala lepa. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, hvala za vaš čas in se vidimo prihodnji mesec. Hvala lepa.